Zaposleni se že veselijo božičnice oziroma obveznega zimskega regresa, ki ga bodo letos dobili prav vsi. Medtem ko jih večina verjetno že ve, zakaj bodo ta denar porabili, pa veliko podjetnikov še vedno ne ve, kje bodo denar dobili. Na obrtni zbornici pravijo, da bo kar tretjina njihovih članov morala vzeti posojilo in to v času, ko se nekatere panoge soočajo s krizo. Janez Usenik. So podjetja, kjer je decembra pričakovanje delavcev prav zares veliko. Prav sanska zgodba je denimo Datalab, ki ima 80 zaposlenih. Vsakemu pa naj bi v povprečju namenil kar 14.600 evrov bruto. No, obvezni zimski regres naj bi predvsem zmanjšal razlike med delavci v Sloveniji. V Sloveniji dela 950.000 ljudi, od tega jih je lani malo manj kot 400.000 božičnico prejelo, 550.000 pa ne. Oni so pa veliko bolj zadovoljni z zdajšnjo ureditvijo, kot so bili s prejšnjo. Vlada je ves čas ocenjevala, da ta znesek ni tak, da bi lahko zamajal kako podjetje. Na noben način božičnica ni novo breme za slovensko gospodarstvo, je pa nova pravica za slovenske zaposlene. A glavni problem, pravijo v gospodarstvu, obvezni regres je v poslovanje udaril kot strela z jasnega. Na obrtni zbornici trdijo, da bo kar tretjina njihovih članov morala vzeti kredit, kar je povezano z dodatnimi stroški. Na pogajanjih so vlado sicer prosili, da bi se lahko ti pri državi zadolžili. Pazite, zadolžili, nič ne prosimo, da bi to izplačali iz proračuna. Tega odgovora nismo dobili pozitivnega, naj bi šlo namreč za prepovedano državno pomoč. Res je, če je podjetje v finančnih težavah, pa lahko zaposleni dobijo v enem ali pa več kosih do vključno 31. marca. Če nimaš denarja v blagajni decembra, ga tudi marca ne boš imel. Za tiste, ki bi decembra božičnico tako ali tako plačali, bodo nova pravila bolj ugodna. Saj bo zdaj regres oproščen le dohodnine, ampak tudi socialnih dajatev. Kratko pa so potegnili samostojni podjetniki. Predlog je bil, da bi si tudi oni lahko izplačali zimski regres, kar bi jim zmanjšalo davčno osnovo. Tudi tukaj imamo odgovore, da tukaj ne more biti dvojni status, ker pač SP ne more predstavljati zaposlenega kot tudi sam svojega direktorja in šefa. V primeru dolgotrajne oskrbe pa plačujemo dvojni prispevek. Tako delavčeve kot delodajalčeve dajatve.